Lepo pozdravljeni. Spet je tu konec tedna, zato imamo oddajo Odmev tedna, da komentiramo dogodke, ki so se zgodili in tudi tisti, ki se še bodo. Z nami je komentator Aljuš Pertinač. Gospod Aljuš, lepo pozdravljeni. Kolega Aljuš, lahko rečem. Dober dan in hvala lepa za povabilo. Torej, začnimo z dogodkom. En teden je star. V SDS-u, v stranki SDS so obeležili 36 let delovanja. In seveda so se mediji ves teden pravzaprav malce so komentirali in prebirali in analizirali tale govor Janeza Janše. Zdaj, seveda Janez Janša je dejal, da bo Slovenija potrebovala ustavno večino razuma in na to tudi računa. Zakaj potrebuje Slovenija ustavno večino razuma? No, najprej bi rekel, da se človeku skoraj kar milo stori, ko vidi, da neka stranka praznuje 36 let, glede na to, da smo navajeni, da je zdaj v politiki ne samo slovenski, tudi svetovni, ampak predvsem slovenski, vse iz danes na jutri. Sicer pa bi rekel, da Slovenija bi res potrebovala ustavno večino razuma, ampak to bi morala biti stalna večina, da tako rečem. Skratka, brez razuma ne vem, v kateri dejavnosti se da kaj storiti, v politiki pa prav gotovo ne. Tako da v tem delu ima prvak SDS zagotovo prav. Mislim pa, da on cilja bolj na to, da razume politično situacijo, ker kdo pa jo bo razumel, če ne Janez Janša, ki je v politiki praktično od leta 1982. Razume politično situacijo na način, da če želi doseči relativno zmago in priti v pozicijo po volitvah, da sestavi vlado, potem je boljše, da štarta na kaj več, ker ponavadi moraš štartati na več, zato da dobiš tisto, kar je minimalno potrebno. In ko Janša govori o ustavni večini, mislim, da v bistvu sporoča, da bi vsi tisti, ki so nezadovoljni z aktualnim stanjem v slovenski politiki, ki so nezadovoljni s to oblastjo, morali se na nek način povezati. Sej verjetno bova kasneje o tem še govorila, ampak težava, ki je, da Janševi govori na takih priložnostih, kot je recimo 36-letnica SDS, so zmeraj, bi rekel, vsebinsko pomenljivi, so taki, da se z njimi težko ne strinjati in so spravljivi. Težava so potem konkretne politične poteze. Ta govor bi imel, se mi zdi, večjo odmevnost, če ne bi praktično v istem času potekel nek spopad na družbenih omrežjih med prvakom SDS in prvakom NSI. Tako da mislim, da slovenska desnica, če bo želela res priti do, ko pravijo, ustavne večine na naslednjih parlamentarnih volitvah, ima še marsikaj za izboljšati. Ja, no in te naslednje volitve je pa seveda tudi izpostavil dilemo sedanje oblasti in sedanje koalicije, namreč ne želijo na predčasne volitve tudi zato, ker lahko, če ostanejo na oblasti, imenujejo še 5 ustavnih sodnikov po svoji meri, da tako rečem. Ustavno sodišče pa vendarle do zdaj bilo čuvaj neke demokracije v Sloveniji. Ja, mogoče v preteklosti, že aktualna sestava, jaz sicer nisem pravnik po izobrazbi, ampak čist iz politološkega vidika bi se lahko kar dolgo časa pogovarjala, če že sedanja sestava ustavnega sodišča še izpolnjuje to funkcijo. Gotovo je mogoče to eden manjših motivov, zakaj bi aktualna garnitura ostala čim dlje na oblasti, ampak jaz mislim, da je to res eden izmed manjših motivov. Večji motivi so tu, nažalost, kakor jaz to vidim, usmerjeni v neko izrazito pridobitništvo za lastno korist in pa za korist svojih najbližjih ali pa svoje politične opcije. To mislim, da je poglavitni motiv, ki njih ohranja na oblasti, ker vidimo, da vsakodnevno, da bi nek koncept skupen imeli, pa da bi jih kaj drugega razen tega povezovalo. Se pravi, imajo v končni fazi 2 glavna razloga, da so tam oziroma motiva. Prvi je anti-Janša, se pravi, mi moramo biti za to, da ni Janša, drugi je pa to, če smo že tu, dajmo nekaj zase dobiti. Jaz nažalost kaj več od tega ne vidim pri tej aktualni koaliciji. No, sej dejal je tudi, da po tekočem traku se ustanavljajo in sponzorirajo nove stranke z namenom oslabitve SDS-a, pa da se prepreči vstop stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja v državni zbor. Ja, to se mi zdi, da je neka, bi rekel, pa pomembnejša sprememba v Janševi politiki ali pa njegovem političnem narativu.
do sedaj ni na tak način, bi rekel, eksplicitno podprl pač Pavla Ruparja in stranke Glas upokojencev. Vemo tudi, da se Janša ne samo udeležil tega shoda, ne, na njem tudi govoril ta zadnjega Ruparjevega v sredo v Ljubljani. To se mi zdi, da je pomembno. Ne. Če bo Janša zdaj začel graditi ta neka zavezništvo na desnici, to, kar sem prej rekel, ne, z Glasom upokojencev in potem mogoče še počasi z ostalimi, bo to neka dobrodošla sprememba, ker pot do ustavne večine, ki sicer res mislim, da je zelo težko, če ne mogoče dosegljiva, ne, ampak kot sem prej rekel, ciljamo na Luno, zato da tudi, če bomo zgrešili, bomo prestali med zvezdami, ne, je preko neke takega povezovanja. Ne. Saj nek zbor za republiko, bi rekel, bi moral se spet pojaviti, če že ne pač nek novi demos. In to se mi zdi prava pot. Ne. Ma pa Janša prav, ne. Seveda ta neka poplava novih strank na desnici, mislim, da ni zdaj, bi rekel, idealna smer za slovensko desnico, ker vidimo na tem anti-Janša političnem polu, ne, to je njihov recept. Ne. Se pravi, čim več nekih strank, vsi so proti Janši, pa pol vsak zbere tisto, ki je njemu najbližje. To ne daje stabilne večine, to ne daje pač nekega skupnega političnega koncepta, predvsem pa drobi glasove. Ne. In Janez Janša ve, da v politiki zmaguje tisti, ki glasove združuje, ne pa tisti, ki jih drobi. No, ampak če pogleda zdaj ta zbor Ruparjevih, torej stranke Glasa upokojencev in vseh teh sledilcev, vendarle je bila udeležba velika, visoka in to, kar je bilo zdaj drugače kot prej, je pa seveda, so se udeležili tudi predstavniki drugih strank, recimo govoril je Zmago Jelinčič, tudi pozdravili so študente, napovedali so tudi, da je to podprla tudi Nova Slovenija. Skratka, kaj se zdaj dogaja? Ja, to je zanimivo, ne? Ker kot sem že prej delno omenil, ne, jaz sem z gospodom Ruparjem dostikrat govoril tudi v svoji oddaji, ko je bil moj gost, ne, in je takrat recimo napovedal, da bo naslednji shod spomladi. Ne. Zdaj vidimo, pomlad še ni prišla. Ne. Ja. Nekaj se je moglo zgoditi, da so pač se odločili, da bi vseeno naredili shod februarja in gotovo je pač neka novost, da so ga podprle tudi druge politične stranke. Neka zelo široka politična podpora, ker kot ste rekli, tudi SNS Zmaga Jelinčiča in tako naprej, tudi neka študentska udarna skupina je pač podprla ta protest. To, kar je prej izgledalo kot nek pač šov, da rečem tako v narekovajih Pavla Ruparja in njegovih somišljenikov, je zdaj očitno nekaj več. A ne? Jaz mislim, da je to dobrodošlo, ker, tako kot sem rekel, pač politika se mora združevati in politika se mora pogovarjati. Seveda idealno je, če se pogovarja čez meje, ne, političnega prostora, do tja še sicer moramo priti, ampak že to, da se znotraj istega dela političnega prostora pogovarja, mislim, da je dobrodošlo. No, poglejmo zdaj dve izjavi, najprej izjavo Janeza Janše in pa seveda tudi Ruparja. To bo tudi referendum proti tej nori oblasti. In močan rezultat proti bo skrajšal rok trajanja te zblojene norosti. Potem je potrebno na volitvah, ki morajo priti čim prej, zbrati ustavno večino razuma, da si Slovenci ukradeno državo pridobimo nazaj. V zahodnem delu sveta je zapihal veter sprememb. In ta veter sprememb je treba izkoristiti. No, seveda tule najprej gospod Janša govori o referendumu. Zdaj se zbirajo podpisi, lahko se podpišejo tudi prek spleta, proti tem izrednim pokojninam za neke umetnike. Ne? Mislite, da bo ta referendum uspel? Ja, izkušnje nas učijo v Sloveniji, ne? Če gre pač za neke take referendume, da pač je nek privilegij v igri, ne, za neko ozko skupino, da ponavadi pač je neka splošna javnost proti temu. Ne. Po drugi strani pa tudi res, da je vprašanje, koliko bodo ljudje to razumeli kot neko vprašanje zgolj pač zasluženosti ali nezasluženosti nekih izrednih pokojnin za neke bolj ali manj zaslužne ljudi, koliko pa bodo to razumeli kot, kar pravi tudi prvak SDS-a, ne, kot nek priložnost za izraz nekega gneva ali pa nestrinjanja z aktualno vladno politiko. Jaz mislim, da bo šlo bolj za to drugo in da Janša tu na nek način igra na karto, na katero je igrala takratna opozicija, pa zdajšnja pač koalicija pri referendumu za pitno vodo. Ne. Takrat so tudi igrali na karto, da je to pač nek referendum proti v resnici epidemiji, Janši in tako naprej in se jim je to politično obrestovalo. Ne. Rezultati in udeležba
na referendumu sta bila, kakršna sta bila. Jaz mislim, da zdaj Janša mogoče računa na podobno, da bi vrnil uslugo v narekovajih, če rečem malo humorno, pač na ta način. Ampak je pa v bistvu z vidika vlade nespametno, ne, in tega kulturnega ministrstva, da ravno zdaj v tem letu pred volitvami, samo še eno leto je, pa nepremičnine, pa zdaj te izredne pokojnine, pa vidimo ženska dojila psa, pa ena z rdečo zvezdo, pa režemo zastavo, pa to nabirajo, to se kopiči, to je cel kup tega. Imate popolnoma prav, gospa Petrovčič, ampak če zdaj pogledamo to čez malo daljše časovno obdobje ali pa bolj široko, kaj nam s tem sporočajo? Ne? Sporočajo nam, da jim je popolnoma vseeno. Ne? Če hočete konkreten primer, dan, dva pred tem shodom, ki je bil minulo sredo, o katerem se zdaj pogovarjava, je vlada sporočila, da se bo pač obvezni zdravstveni prispevek, ki so ga prej ukinili, tako sami pravijo, se pravi, kako se lahko nekaj podraži, kar so ukinili, pustimo zdaj to ob strani, se bo podražil za 2 evra, kar pomeni, da pač upokojenci, ki so dolžni to plačevati, se jim bodo pokojnine znižale za 2 evra. Se pravi, to so objavili dan praktično pred tem shodom, kar pomeni, da jim je čisto vseeno. Da ne gledajo niti več tako dnevno politično, kdaj bi bilo pametno kaj pač narediti, kaj zamolčati ali pa kaj preslišati. Enostavno pač oni grejo kot valjar in se mi zdi, da to se nikjer bolj ne kaže, kot pa v tem, kaj se dogaja v slovenskem parlamentu. To, da je to že dolgo časa vsake drugega kot hram demokracije, vemo. To, da je zmerom bil nek koalicijski valjar, ne glede na to, kdo je bil na oblasti, ki je pač povozil opozicijo, to tudi nekako razumemo in še lahko človek tolerira. Ampak to, kar se zdaj dogaja, gospa Petrovčič, da jemljajo besedo, da ne dajo besede opoziciji, da jih kar naprej kaznujejo z nekimi opomini, ne vem kaj še vse, da zlorabljajo parlamentarni postopek, da se ne držijo poslovnika. To, kar je zdaj nastalo iz slovenskega parlamenta, če bo šla zadeva tako naprej in ko se bodo bližale volitve, samo še slabše bo, se bojim, bomo res lahko začeli govoriti o tem, a v Sloveniji sploh še imamo parlamentarizem. Ker to ni zdaj, pač bi rekel, parlament Urške Klakočar Zupančič, to niti ni parlament vladajoče koalicije, še dlje bi šel, to niti ni parlament Gibanja Svoboda, to je pač parlament Roberta Goloba in mogoče še njegove partnerke. No in to je slabo. In Pavle Rupar je takole zaključil na tem shodu. Prišli smo izstaviti račun. Naš račun je preprost. Odstopite v roku 30 dni, sicer bomo naše proteste stopnjevali. Ja, ta zahteva najbrž ne bo uresničena, ne? Ne, gotovo ne bo uresničena, pa tudi vidimo, da je gospod Rupar spremenil dikcijo, ker na začetku teh protestnih shodov se je zavzemal pač za upokojence in tudi za delavce in tako naprej. Skratka je deloval bolj, kako bi rekel, nekako na meji med civilno družbo in politiko. Zgleda, da je zdaj tudi s to udeležbo teh političnih strank to preraslo pač v neko političen shod in da je tudi pač neka jasna politična sporočila. Zdaj, pozivati vlado k odstopu je zmerom lahko dvorezen meč. Po eni strani seveda vsak poziv k odstopu pomeni neko določeno nestabilnost vladajočih. Po drugi strani pa, če se bodo ti pozivi zdaj ponavljali še eno leto, pa če bodo volitve čez eno leto, bodo verjetno malo zvodeneli. Tisto, kar jaz mislim, da je problem aktualne opozicije, je predvsem ta, da je vladajoča koalicija tako zavezana temu, da ostane na oblasti, kot sva prej rekla, čim dlje, in da ima tako trdno večino, da se jih s takimi nekimi, bi rekel, klasičnimi sredstvi pritiska zelo težko spravi z oblasti oziroma doseže predčasne volitve. No, ampak tako kot je rekel Janez Janša, zdaj v svetu so se zgodile spremembe. In dejansko je Dejan Kaloh, ki je bil nekoč v njegovi stranki, zdaj ustanavlja stranko suverenistov. To se pravi bolj suverenih držav, tudi to gibanje. Recimo tudi v Nemčiji je slišati take pozive. Poglejmo zdaj, koga vse vabi in kaj je ideja med drugim te stranke. Ja, torej, kot sva že zdravljeno v oddaji, kaj bo prejšnji teden, torej razlagala, nastaja torej stranka Suvereni, ki je pač, bi lahko rekli, ne vem, še ena politična stranka v Sloveniji, pa še ena politična stranka na desnem spektru, koga briga, lahko rekli, koga briga. Ampak pač, glede na to, da mi tle razvijamo in tudi moja draga žena pri tej oddaji prav posebej razvijamo
pomembne zamisli, katoliške zamisli o tem, kakšna naj bo družba, kakšna naj bo družina, kakšna naj bo tudi narod. In je ta stranka, kot vidiva z Alenom, torej s tem krogom, ki se ustvarja program te stranke, zelo, zelo, zelo naklonjena, torej temu postavlja dejansko v središče samega programa točno te zamisli, skratka konkretno povedano, da bi se vzpostavil politični okvir, ki bi slovenski družini omogočil, da bi bila mama doma. Da bi bila mama doma. To je ena od teh idej suverenistov, da se gradi na družini, na več otrocih pravzaprav tudi. Kakšne so opcije te stranke in te ideje? Zdaj več vidikov. Zdaj, če govorimo o suverenizmu, bi rekel, da ta smer, kot jo tu zdaj razumem, pa tudi glede izjav gospoda Kaloha, pa gospoda Alena Komana, ki je bil omenjen, pa tega, za kar se on zavzema, bi skoraj rekel, da suverenistična Slovenija gotovo je nekaj, kar je lahko zanimivo, ampak to ne pomeni, da je to zgolj katoliška Slovenija. Tudi ta besedišče, ki smo ga zdaj slišali, pa tudi to okolje, že skoraj zgleda malo liturgično. Se pravi, v Sloveniji so tudi ljudje, ki so za suvereno Slovenijo, pa so drugih veroizpovedi, ali pa celo so neverujoči. Se pravi, se mi zdi, da oni malo mešajo zdaj to suverenizem z pač neko izrazitim načinom življenja, kot ga oni razumejo, da je pravilno, pa bi mogoče želeli, da je ne samo prevladujoče v Sloveniji, ampak celo edino zveličavno. Po drugi strani pa se moramo vprašati, gospod Petrovčič, ni dosti, da se ti razglasiš za glasnika pač suverene Slovenije, ljudje te morajo prepoznati kot takšnega in moraš od njih dobiti mandat za to. Če povem primer, gospod Karl Erjavec se vrača v slovensko politiko in tudi mislil, da bo s tem angažiral neke stare borce, da rečemo v narekovajih razne, koga je dobil praktično na svojo stran? Sam sebe. Se pravi, nikogar ni ob ustanovitvi stranke praktično lahko predstavil, ki bi se postavil za to njegovo idejo. Tako da tudi te tako imenovani suverenisti bodo morali na neki točki pokazati, kdo se pač je postavil za njihovo idejo in bolj usmisliti to idejo tako, da bi jo tudi mi ostali lahko razumeli in potem se bomo lahko o tem pogovarjali. Zdaj, če bo njihov program samo karikiram, da bi prepovedali dvodelne kopalke za dame, pol mislim, da bodo težko kaj pomembnega naredili. No, ampak recimo ta ideja več otrok, mama doma, družina, to bi bile lahko ideje recimo tudi Slovenske ljudske stranke, Nove Slovenije. To je privlačno. Seveda je, ampak moški, ki smo v zvezi, pa imamo otroke, nam je to privlačno. Ampak jih ne zagrabijo, ker poglejmo, kaj je v vaši oddaji, Faktor, ki ima tudi odlično oddajo, povedal Boštjan Turk. In jaz sem prepričan, da Nova Slovenija potrebuje radikalno prevetritev vodstva. Nihče od teh ljudi, ki so zdaj tam, ne more stranke popeljati na 10%. Potrebuje nekega tretjega človeka, tako kot je prišel Bajuk, potrebuje nekega tretjega človeka konsenza, nekega človeka, ki bo nekaj več sveta videl, kot pa zgolj samo tako imenovano Ilčevino oziroma pisarno in poslanske prostore Nove Slovenije. In še huje pa za SLS, zato ker tega človeka imajo. To je Peter Gregorčič. Imajo človeka, ki stranko pripelje v parlament z 10%, pa ga ne želijo. Pa se pa treba samo pozdraviti in vprašati. Ja, lejte, to ste imeli zanimivo oddajo, kaj dela slovenska desnica narobe. Kadri so ali jih ni, ne zagrabijo prave ideje, ne zagrabijo. Kaj se zdaj dogaja na desnici? Sicer jaz nisem politično na desni, pač nimam srca na desni politično gledano, zato mogoče malo težko to jaz objektivno vidim, ampak vseeno. Jasno je, da slovenska desnica je omejena predvsem s tem, kar ji dela pač ta anti-Janša politični tabor. Jaz kot levičar po prepričanju nočem govoriti, da je to levica, ker pač mislim, da je to daleč od levice, ampak pustiva zdaj to. Malo se mora pa tudi sama vprašati, zmerom se moramo tudi sami vprašati, kaj lahko sami izboljšamo, kaj lahko storimo. In tukaj recimo pravi Boštjan, kar pravite vi, je dilema Nove Slovenije. Ker aktualno vodstvo Nove Slovenije, ki je zdaj že kar nekaj časa, čas hitro teče, pa imamo mi mogoče občutek, da je to od včeraj, mogoče Matej Tonin, predsednik stranke in ta mlajša falanga, niso od včeraj. Oni si ne želijo biti taka stranka, kakor jaz to razumem, gospod Petrovčič, skratka stranka tradicije,
velikih družin, ne, mama naj bo doma, kako je že tista narodna pesem, kuhana je za moža, ne želijo biti taka stranka, ne. Oni sebe vidijo kot sicer neko konzervativno, ampak neko moderno, konzervativno, bi rekel, stranko, ne, neoliberalno, skratka stranko, ki razume podjetništvo, ki je za svobodno gospodarsko pobudo, ne, ki je v tem delu liberalna, na področju nekih tradicionalnih vrednot ali pa, če hočete, tudi človekovih pravic, je pa bolj konzervativna, ne? In to ne gre skupaj, tako kot se sami ugotovili, ne? Kar pa zadeva SLS-a, pač Boštjan je, seveda, on je optimist po naravi, meni je to blizu, ne? Ampak vseeno, veste, ni tako preprosto katerokoli stranko pripeljati v parlament z 10%, ne? To recimo zdaj tudi Anže Logar se mi zdi, če dalje bolj spoznava, ne? Peter Gregorčič gotovo ima prostor v slovenski politiki in gotovo je s svojim angažmajem na evropskih volitvah in rezultatom, ki ga je dosegel, dokazal, da ima potencial. Zdaj si ne bi upal reči, da bi on kar SLS pač z 10% pripeljal v državni zbor. Sigurno pa drži Boštjanova ocena, da bi pač SLS imela več možnosti, da se prebijo v parlament, če bi jo vodil recimo Peter Gregorčič, kot pa če jo vodi aktualni predsednik, ne, ki ima to zadregost v svojo diplomo in vam jaz čisto iskreno priznam, kar slišimo trenutno v stranki SLS, pa je to, a veste, tradicionalno gledano, zgodovinsko v Sloveniji najmočnejša stranka, daleč najmočnejša, ne? Tudi pač prva stranka praktično, ki je bila osamosvojena ustanovljena, se upravičujem, pač še pred osamosvojitvijo, ne, ko se je naš politični prostor pluraliziral, je žalostno, da je v takem stanju, kakršnem je, ampak tako sem rekel, v zadnjem času od njih slišimo samo še od diplome aktualnega predsednika in to za nobeno stranko ni dobro. No, ampak seveda, recimo SLS, pa če gremo na tisto predvojno, vendarle smo v tistih predvojnih časih imeli neko stranko, ki je bila konzervativna, ki se je zavzemala za družinske vrednote, konec koncev tudi vero, ne. Skratka, zdaj, če pustimo, kdo so ti junaki na politični sceni, pa koga imamo radi, pa če pustimo imena, ampak vsebinsko gledano mi pravzaprav desne stranke nimamo. Ja, na tak način sigurno ne, kot je to zgodovinsko, ne, ampak jaz mislim, da to sta dva razloga. Prvi je nek splošen, ne? Se pravi, svet je vendarle šel naprej, kot ste sami rekli, svet se spreminja, ne? V zadnjem času če dalje bolj. Po drugi strani pa pač zgodila se je tako nam kot celotnemu svetu druga svetovna vojna. No? In ko sem prej govoril o tem, kje je, jaz mislim, da ima slovenska desnica rezervo, ali pa tudi v končni fazi največja opozicijska stranka SDS, je ravno pri tem odnosu do pač polpretekle zgodovine. Ne? Jaz sem o tem tudi nekaj pisal, ne tako dolgo nazaj. Če bi zdaj jaz prišel, ne bi nič vedel o recimo slovenskem političnem prostoru, recimo bi prišel iz tujine in grem pogledati program SDS-a v tem delu, kjer oni govorijo o odnosu do polpretekle zgodovine. Se pravi, druge svetovne vojne pa pač povojnih pobojev, ne? Pa jaz nisem volivec SDS-a, niti niso mi oni pač politično blizu. Jaz ne vidim točke tam, gospa Petrovčič, s katero se osebno recimo ne bi strinjal. Ne bom zdaj šel v detalje, ker nimamo časa, ampak hočem povedati, pač ta odnos do polpretekle zgodovine je nekaj, kar vleče nazaj. Ne? Ker vse, kar ste povedali v stranki SLS, drži in še danes bi jaz rekel, da je slovensko volilno telo bolj konzervativno kot ne, bolj tradicionalistično kot ne in očitno tudi samo razume, da nimate pravega reprezentanta. Ne? Kaj so razlogi za to? Bodo morale stranke na desni same ugotoviti. Ne? Tisto, kar jim jaz ponujam kot možnost, je par teh stvari, se pravi odnos do polpretekle zgodovine, pa preveč neka, bi rekel, agresivna politika na določenih vprašanjih, kot je recimo pač popolna prepoved pravice žensk, da odločajo o reproduktivnih pravicah lastnih. Se pravi, ta neka skrajna stališča so očitno tisto, kar je, bi rekel, neko kurišče za ta potem antijanšizem. Ampak ključen problem je antijanšizem, ker tudi te stvari niso nepremostljive, o katerih jaz zdaj govorim. Edino, kar se zdi nepremostljivo, je ta antirefleks, anti-Janša refleks, ki je na obeh straneh zelo močen. Ne? Vidimo, da tudi zdaj na desnici, zakaj se ustanavljajo nove stranke, ne? Če se ni ta virus anti-janšizma tudi malo na desnico razširil. Ne? Zakaj recimo predsednik Nove Slovenije Matej Tonin sporoča, Janez, s tabo ne moremo, mi s tabo več ne gremo, ne? S tabo ne moremo dobiti večine, ne moremo sestaviti vlade. Jaz mislim, da se ta virus širi, kar je po moje slabo, tudi na to stran. Po drugi strani pa, ne?
če centri moči tranzicijske levice objektivno pogledajo, tudi oni ne morejo biti zadovoljni z vladavino Roberta Goloba. In bi tudi njihov interes moral biti, da ga nekdo zamenja. Zdaj, jasno, da ne bodo zato, da ga zamenja Janša, ampak vsaj, da se zamenja Goloba. Ampak na koncu se mi zdi, da se tudi oni odločijo zmerom, sej še vse en boljši Golob, sam da ni Janša. In ta sam da ni Janša je res naš problem, vse slovenski. No, in zdaj, če na eni strani ugotovimo, recimo, ni prave vsebine, mogoče na desni, pa na levi, kjer je neka internacionala, neka globalizem in tako naprej. Ja, napačna vsebina, recimo za desne volivce, ampak vendarle pa tudi za leve, jih tudi ta globalizem ni pripeljal do tega, da bi oni karkoli veljali na tej politični mednarodni sceni, tako kot je rekel gospod Turk. Oni ne sežejo preko Barja praktično, in neke pisarne tu v Ljubljani. Skratka, lejte, Macron, če gremo zdaj k aktualnemu dogodku, iz Slovenije ni povabil nikogar, ko so se pogovarjali o tej bodoči Evropi, rešitvi in tako naprej. Bili so seveda iz drugih držav, ki sploh niso Evropska unija, mogoče Norveška, kakorkoli. Skratka, naši ljudje, ne levi, ne desni, sploh zdaj, če gledamo te leve, ki so zdaj na oblasti, ne sežejo niti do Pariza. Ja, to je pač nekako se mi zdi objektivno dejstvo, gospa Petrovčič. Zdaj, če pogledamo najprej z našega vidika, pa greva potem na globalno sliko. Z našega vidika, a veste, nihče razen nas ni opazil, da nas ni bilo tam. Zdaj, ni nujno, da to nas posebej prizadene, ker tudi, če bi bili, kaj pa lahko mi prispevamo, če so zdaj zelo iskreni ali pa natančna. Mi lahko zelo malo prispevamo v vprašanjih, ki se tičejo globalnega odnosa, ZDA do Rusije, do Kitajske, ZDA do Evrope in tako naprej. Tisto, kar lahko vidimo iz globalnega vidika, je to, da ni bila Evropska unija recimo iniciator tega sestanka. Tako kot ste sami povedali, ni bilo niti približno vseh članic EU, da malo potolažimo mogoče najne gledalce, nismo samo mi bili nepovabljeni, še kjera druga evropska država ni bila zraven, pa je članica EU, Ampak sestanek je sklical francoski predsednik, se pravi predsednik neke evropske države. Tja je povabil druge neke šefe pač evropskih držav. Ene iz EU, ene niti ne iz EU. Najbolj zaskrbljena bi morala biti aktualna komisija Evropske unije pri tem sestanku. Ker to dejansko pomeni, da Evropska unija več očitno ne igra tiste vloge, ki bi jo tu morala igrati. In to mogoče ta sestanek, kasneje se ga bomo spominjali, ne potem, kdo je tam bil, pa koga ni bilo, ampak mogoče potem, da se je začel nek proces, kakor jaz to vidim, erozije Evropske unije, ali pa saj neka jasna izrečena nezaupnica aktualnemu vodstvu jasno izrečena nezaupnica aktualnemu vodstvu Evropske unije je bila s tem tu podana. No in seveda, lejte, zdaj tudi v Sloveniji je takoj to prišlo na nek spor med uradom predsednice pa predsednika vlade. Seveda, Nataša Pirc Musar je bila kritična do tega, da nismo bili povabljeni. Seveda pa je gospod Volk iz urada predsednika vlade dejal, da njen odziv ni bil usklajen s kabinetom premierja. Skratka, ves čas imamo, karkoli se zdaj zunaj zgodi, takoj to, če že ne pade po desnici, se pa levica prepira. Tega smo zdaj že navajeni, da pač, kar je žalostno, da urad predsednika vlade, oziroma pač kabinet predsednika vlade in urad predsednice republike nista usklajena, praktično v ničemer. Še posebej je to žalostno, kar zadeva zunanje politična stališča. Ampak, gospod Petrovčič, če zdaj pogledamo, kako Golob pa Nataša Pirc Musar vidita politiko. Se pravi, vidita jo kot to, da oba sporočata neka svoja osebna mnenja, stališča, včasih celo čustvena stanja. Ona dva nista tam, Robert Golob pa Nataša Pirc Musar, ampak sta predsednik vlade in predsednice republike. In tako bi se morala obnašati. Tako se ne znata obnašati. Po tem času, ko sta na teh funkcijah, eden že 3 leta, ena pač malo manj, se še zmerom ne znata pravilno obnašati. In to, kar se jim dogaja, da skr naprej sporočajo, da sta neusklajena, je to čisto logično. Ker kako se prvič ne komunicirata med sabo, drugič pa kako se čva recimo midva uskladiti, če vi ne veste, če jaz ne vem, kaj vi radi jeste, vi ne veste, kaj jaz rad jem, zdaj pa to je težko usklajevati.
In nismo bili povabljeni in smo užaljeni. Ja, ok, imamo pravico biti užaljeni, ampak gospod Petrovčič, v München smo pa bili povabljeni na varnostno konferenco. Ja. Ne? In kaj se je zgodilo? Ne? Nismo šli. Predsednica republike je šla raje na vampe, ne? Predsednik vlade je šel pa na neko plesno predstavo v Ljubljani, ne? Mislim, da v španske borce. Skratka, a veste, ne? Če pač ne greš tja, kamor so res vsi prišli, v München, ne? Potem se ne smeš čuditi, da ko je pa nek ekskluziven sestanek, ne, z drugačnimi vabili, pa nisi povabljen. No, ampak zunanja ministrica Tanja Fajon se pa ni udeležila neformalnega srečanja, čeprav zdaj govori prav tako, da bi morala Evropa stopiti skupaj in tako naprej. Ja, mislim, morala bi. Ne? Skratka, a veste, pač mi moramo vedeti, kaj je naš slovenski interes. Mi tega ne vemo ta hip. Ne moramo tega vedeti, ker očitno posamezni nosilci oblasti med sabo niti ne komunicirajo, ne? Kaj šele, da bi se usklajevali okoli svojih stališč, okoli svojih potez. Ne? In pol, kot sem rekel, pol brez veze, da tja hodimo. Ne? Zdaj, če dam neko športno primerjavo, če je Evropsko prvenstvo v nogometu, pa mi ne vemo, kdo je v naši reprezentanci, kdo trenira, kdo ne, niti nimamo enakih dresov, kaj ćemo tam pol delati? Ne? Se pravi, z ene strani je boljše, da nas ne povabijo. Ne? Težava je pa v tem, da mi niti ocene nimamo, to, ko sem prej govoril, ne? Kaj se je zgodilo dejansko tam, kaj pomeni ta sestava sestanka, a so bili tam kakšni sklepi sprejeti, ne? Kje bojo te, kak vpliv imajo te sklepi, če so bili sprejeti na Slovenijo, na naš položaj in tako naprej. Mi smo se osredotočili samo na to, da v München smo bili povabljeni, pa nismo šli, zdaj smo pa užaljeni, ker v Pariz nismo bili povabljeni. To je premalo. Ne? No in dr. Peter Gregorčič je v novi oddaji Ura resnice z Bojanom Požarjem na Info 360, to je zdaj nova oddaja, tole komentiral na tale način. Tanja Fajon zdaj govori, da Evropska unija ne bi smela solirati. Zakaj to govori? Zaradi tega, ker nima nikakršne ideje in če ne bi solirala, bi se lahko ona bi prišla domov s suvenirčkom, to je slika, kjer so vsi zunanji ministri na nekem neformalnem srečanju. Glejte, ko pa je šlo za Pazite, ko so pa želeli speljati na čustveno raven volilno kampanjo za evropske volitve in so samostojno priznavali Palestino, brez da bi to usklajevali z ostalimi državami Evropske unije, pa jih ta neenotnost ni motila. In to se seveda v zunanji politiki vse beleži, vse se zapomni in to so posledice, ki jih mi plačujemo zaradi ne zgolj, pazite, nesposobne politike, ampak predvsem zaradi nezainteresirane politike. Ja. Ja, mislim, faktično to drži. Ne? Skratka, ne moreš vleči enostranskih potez, potem pa si užaljen, če drugi vleče enostranske poteze. Ampak jaz mislim, da tudi če mi ne bi priznali Palestine, ne bi bili povabljeni na ta sestanek v Pariz. Zaradi tega, ker sem povedal, ker ni občutka, da bi tam lahko kaj prispevali. Ne? Nekaj je objektivno, Slovenija pač mehna država, ne meji recimo na Ukrajino, na Rusijo in tako naprej. Skratka, tukaj so neka objektivna, neki so pa subjektivni razlogi. Ne? Če spet pogledava, kdo so aktualni najvišji predstavniki slovenske oblasti. Se pravi, imamo po ustavi prvo, ne, to je predsednica republike, imamo po ustavi drugo, to je predsednica državnega zbora in imamo tistega, ki ima v bistvu škarje in platno v rokah, to je pa predsednik vlade. Ne. Praktično vsi dve popolni, eden pa delni politični začetnik. Ne. Kapacitete vidimo, kakšne imajo iz tega, kako vodijo te svoje funkcije, ki jih imajo oziroma na kak način se na njih obnašajo. Ne? In vzorec zdaj ni več, pač je že kar dolg, neki let. Se pravi, iz vsega tega, gospod Petrovčič, če bi vi bili na mesto recimo predsednika Francije Macrona, koga bi pa povabili? Koga bi pa povabili? Ne? Jaz recimo ne bi nikogar, iz razlogov, ki sem jih navedel. Ne? In to je pač naša težava. Vse posledice so to, o čemer govori Peter. Ne? Ampak mi bi se morali vprašati za razloge. Se pravi, kje so vzroki za to, da smo prišli v situacijo, da smo v času, ko je svet res, bi rekel, na podlagi številnih prelomnic in se lahko stvari zelo hitro še dodatno zakomplicirajo. Ne? Saj velika večina recimo politike v Evropi ali pa en dobršen del misli, da se bodo zadeve dodatno komplicirale. Eni govorijo celo o vojni in tako naprej. Eni celo pravijo, da je vojna nujna, ne? Kar je še bolj, bi rekel, grozno. V tem času imamo mi na 3 najpomembnejših položajih političnih v državi, politične začetnike, ki vsak dan nažalost dokazujejo, da so te svoje vlogi nedorasli. Ne? To bi nas moralo skrbeti. Ampak, glejte, dr. Peter Gregorčič je ravno tako politični začetnik, ne? In je rekel, govori pa pametno, ne? In je rekel, recimo... Oprostite, zdaj v vlogi komentatorja, ne? Ja. Morate vedeti, se tudi jaz mogoče za koga zdaj govorim pametno, ne? Ampak se pogovarjava pač v vaši vdaji odmev tedna, ne? Drugo je, ko si ti na politični funkciji, ampak ima prav, ne? Sej inteligentni ljudje, veste, pač se znajdejo tudi v stvareh, kjer niso
najbolj doma ali pa kjer nimajo veliko izkušenj. Ne? Ampak osnovni problem, ki ga jaz vidim, je, zakaj ti uporabljaš to svojo inteligenco. Ne? Jaz tem trem prej naštetim ne odrekam inteligence, da ne bo zdaj kdo mislil, da jih obtožujem, da so maloumni ali pa ne vem, podpovprečno pametni. Ne? Ampak zakaj oni uporabljajo to svojo inteligenco? Za lastno dobrobit in za lastno dobro počutje. Ne? Predsednica državnega zbora piše knjige, pa poje, ne? Predsednica republike ima odvetniško pisarno, ki posluje z državo v času, ko je ona predsednica te države, ima soproga, ki ima več podjetij, ki posluje z državo v času, ko je ona predsednica te države. Predsednik vlade pa sam sebi prodaja elektriko po ceni, ki jo sam določi in ki jo mi plačujemo z davkoplačevalskim denarjem. Ne? Se pravi, jasno je, kam oni usmerjajo ta svoj intelektualni potencial. In tu ima Peter Gregorčič prav, ne usmerjajo ga v dobrobit Slovenije, ampak ga usmerjajo v lastno korist. No pa še nekaj je rekel Peter Gregorčič, ne, vse se beleži, ne. A veste, recimo krvave roke Ane Kučana, ne, ona je vendarle hčerka nekdanjega predsednika. Priznanje Palestine, to so naredile samo 4 države in v eni od oddaj sem omenila nek članek, zdaj pri tej prodaji Dončića, ne, da je bil pravzaprav razlog, v Ameriki je nekdo, nek novinar To je ena izmed teorij ja, da zarote, pač priznanje Palestine, lastnica tega kluba je Judinja in ga je preprosto odslovila. Ne? To je sicer možno, ampak ni preveč verjetno. Zakaj? Zato, ker bivši lastnik tega kluba, ki je sicer prodal svoj večinski delež v klubu, ampak še zmerom pač tam igra neko pomembnejšo vlogo, ne? Je v volilni kampanji ne samo pač z besedami in dejanji, ampak tudi izdatno finančno podpiral Kamalo Harris, ne, se pravi poraženo kandidatko. Ne. Tako da, če lastniki Dallasa lahko z njim funkcionirajo, verjetno lahko bi tudi z nami, ampak tako pravite, vse se beleži. Vse to drži, gospa Petrovčič, ampak to velja res, da se vse beleži. Ne. Poglejte recimo, kaj se zdaj dogaja pač ukrajinskemu predsedniku, ne, ki je nezadovoljen s tem, na kak način bi Trump želel pač doseči mir oziroma ustaviti vojno v Ukrajini. Ne. Nobene simpatije ni do njega. Ne. To je pač kruta realnost realnih političnih interesov. In mi bi morali pač na tak način to gledati. Ne. Mi pa se mi zdi, to gledamo preveč čustveno včasih. Ne. Se pravi, ti si mene takrat užalil, zdaj pa ti bom jaz vrnil. Ali pa ti mene takrat nisi povabil, zdaj pa te jaz ne bom povabil. Ne. Svetovna politika ne funkcionira na tak način, ker ne more funkcionirati na tak način. Ne. V Sloveniji, ki smo pač mehni, ne, se neki, bi rekel, zelo veliko damo na ta načela. Ne. Ampak svetovne politike ne vodijo načela, gospod Petrovčič, vodijo jo interesi politični. Ko pa so ti interesi v opreki, takrat se pa na podlagi načel poskuša te interese usklajevati. Ne. In tega mi ne razumemo. Mi pa mislimo ravno obratno. Ne. Se pravi, mi imamo načelo, zdaj načelo v praksi ne deluje ali pa je neizvršljivo, kot je recimo to naše priznanje Palestine. Ne. To je popoln strel v prazno, od tega nimamo mi nič. Ne, nesrečni Palestinci nimajo nič, niti en človek manj ni zaradi tega pač preminul, ker smo mi priznali Palestino. Se pravi, kaj je učinek tega priznanja? Lahko, da imamo škodo. Učinek tega priznanja je ničen, oziroma lahko, da imamo celo mednarodno politično ali pa kako drugo škodo. Ne? Se pravi, kaj smo s tem storili? Tistim, ki smo jim kukar želeli pomagati, nismo nič pomagali, ne? Sebi smo pa mogoče celo škodovali. Veste, to je problem. Ne? Ampak je pa naša poteza bila načelna, ne? Se pravi, z vidika teh, ki so jo potegnili, ne? Ker oni sledijo pač tem svojim načelom, ne? Zdaj, so to prava ali niso prava načela, je drugo vprašanje, tu se lahko ne strinjamo, ampak so bili dosledni. Ampak, a veste, ta doslednost nič ni prinesla. Se pravi, mi moramo pogledati, kaj je realno možno in kaj je realno naš, bi rekel, interes doseči in se v to fokusirati. Ne pa se pač skrivati za nekimi načeli, ki vidimo praktično vsak dan, da se jih meče skozi okno. Ne? Ja, seveda. Recimo, čustveno nas je zelo prizadela ta teden tudi seveda zgodba iz Beljaka, ki je 100 km stran od Ljubljane, kjer je pač nek sirski begunec, azilant, ne, ubil, zaklal 14-letnega Aleksa. Ne. Nisem se odločila, da objavim to sliko tega Aleksa, ker to bi nas še bolj čustveno prizadelo, ne, ampak vemo, da je to 14-letni otrok, vse ostale je tudi spravil v bolnišnico in tega smo se mi majčkeno ustrašili tudi v Sloveniji. Zdaj prisluhnimo, kako je na to, ali smo varni, odgovoril Alen Koman, ki pa je seveda zdaj v tej... So ga že prej omenjala. Že prej omenjala, da ustanavljajo stranko suverenistov. Prva stvar je, da jaz sem po izobrazbi obveščevalni analitik oziroma vrstoslovec.
sem diplomiral z obveščevalne analitike in te stvari že dolgo spremljam, dlje, kakor sploh X, pa Twitter, pa Facebook obstajajo, ne. Deloma zaradi svoje izobrazbe, deloma zato, ker se me te zadeve zelo zanimale, ne. In ta problematika določene skupine ljudi v Evropi, ki niso avtohtoni Evropejci, obstaja že dolg čas. Mi imamo posnetke stare 15, zdaj bo že 20 let, ko so se take stvari tudi že dogajale v Evropi. Zdaj pač ta informacijska tehnologija eksplodirala in je tega več, pa določen pol, predvsem političen, se je pri tem angažiral, ne. To že dlje obstaja in mi na to opozarjamo. Je bil projekt za nacionalno politiko in tako naprej. Smo brali že prej razna gibanja, smo opozarjali na problem islamizacije, ker to je problem islamizacije, ne. To niso kar neki naključni tujci, ne. To niso budisti, ki po Evropi koljajo evropske otroke, ne. To gre za določeno skupino ljudi, ki jim levi, progresivni mediji pravijo migranti, pravi izraz bi bil zavojevalci, ne, invaders. Te ljudje namensko prihajajo v Evropo. Zakaj? Zato, da jo pač islamizirajo in zavzamejo, ker jim ni uspel 500 let pred Dunajem, ko so nas Poljaki, pogumni Poljaki branili in tako naprej, jim zdaj uspeva, ne. Tako da ta problematika obstaja na večjih ravneh. Druga stvar je, sem družinski oče, kot se rekel, imam 4 otroke, Bog da je še kakšnega, in na življenje začneš gledati popolnoma drugače, ko si enkrat starš. In predvsem zreli, ne, možati očetje se zavedamo, da ne bomo mogli otroke ves čas držati v svojem domu in da si želimo za njih, da grejo doma. Ampak pazi, kako si jaz predstavljam, jaz sem z Jezerskega, čudovit gorski kraj, vse imamo odklenjeno, ne razumeš, ne? In zdaj pošljem otroka v kino v Kranj. In po 1 uri pa pol dobim klic iz kranjske policije, aj Konstantin Koman, vaš sin. Ja, kaj je bilo? Ja, pred Cineplexom ga je nekdo zabodel. Kako to preprečiti? To je glavno vprašanje. In stvar je v tem, da mi moramo se vrniti homogeni družbi. Homogena družba pomeni, da imamo enako podstat, da med nami je čim manjše število ljudi, ki jih ne poznamo, oziroma ki imajo popolnoma drugačne vrednote od nas, ker vrednostni sistem muslimanov, ne, je popolnoma drugačen od vrednostnega sistema kristjanov in zaradi tega prihaja tudi do teh trenj, ne. No, lejte, to je bilo objavljeno na poslanskem podcastu na Net TV. Ja. Seveda je to ena urna oddaja. Izrecno je gospod Alen Koman dejal, da potrebujemo homogeno družbo ljudi istih vrednot in to je bistvo suverenističnega pristopa. Zdaj me pa seveda zanima vprašanje, ki se tu pojavi, ne? In vsi se referiramo zdaj na vse te Trumpove reforme, ki so stvari obrnile na glavo. Ali pri nas to sploh možno, ne? Lejte, imamo Natašo Pirc Musar, pa gospo Strnad in seveda ona je, Pirc Musar je kot predsednica v preteklosti pomilostila tihotapce ljudi, čeprav so temu nasprotovali tako tožilci, kot tudi sodniki in pravosodno ministrstvo. Gospa Strnad je pa strani Pirc Musar dobila posebno priznanje predsednice Republike Slovenije, čeprav je v bistvu, ali pa mogoče zato skupaj s slovenskimi nevladniki v Veliki Kladuši migrantom so delili te nevladna organizacija PIC, ki ona predseduje, brošure z navodili, kako nezakonito priti v Slovenijo, in leta 2018 je Strnadova policiji naročila, naj sprejme migrante pri Učakovcih, pri čemer naj bi jim PIC svetoval, kako uveljaviti pravico do azila. Skratka, imamo neko prakso, ne, in tam seveda imamo zdaj neko stranko suverenistov in neko idejo, da je treba to obrniti na glavo. Kako bomo to obrnili na glavo? S tem so se v bistvu že pogovarjali o obeh stvareh, ne? Kar zadeva pač predsednice republike, s tem kaže to svojo dezorientiranost, ne? Ona ne razume, da je pač ona zdaj vrhovni reprezentant Republike Slovenije, mora zastopati interese Republike Slovenije, ne? Vse legitimne interese Republike Slovenije, ki pač tukaj so, ne? Se pravi tudi to, o čemer prav govori gospod Koman, ne? Ona pač tega ne počne, ne? Včeraj mislim, da sem zasledil novico, da je celo podpisala peticijo za prepoved uporabe mobilnih telefonov v šolah, ne? Saj vsa čast tej peticiji, ne? Ampak mi nimamo predsednice države zato, da podpisuje peticije, ne? Pač imamo predsednice države zato, da pač pomaga pri vodenju Slovenije, da združuje Slovence, ne?
in da pač daje pomembna sporočila, ne, sporočila, ki jih je tudi dajal pač gospod Koman. Ne. V zvezi s tem, kar je on povedal, z večino se lahko mirno strinjam, bi pa dodal samo to, nastaja lahko včasih vtis, ne, da pač otroci umirajo v Evropi ali pa tudi na naših mejah samo zato, ker jih pač kolijo neki islamisti. Ne. Nažalost, mi oba veva, da temu ni tako. Ne. Pred leti se je zgodil strelski incident v Srbiji, recimo, ki ni tako daleč od nas, ki ni bil s tem povezan. Ne. Nedavno tega se je dogodil en tragični dogodek v Zagrebu, ne, ki tudi ni bil s tem povezan. Ne. Jaz verjamem, da smo vsi v šoku zaradi tega, kar se je zgodilo pač v Beljaku, ne. Ampak mislim, da bi mogli biti enako v šoku, ne glede na to, kdo stori to grozovito dejanje. Ne. Generalno gledano pa ima gospod Koman v tem delu prav, ne, kjer pravi, da pač Evropa podcenjuje to, da to mešanje kultur pač ni nekaj, kar bi lahko bil pač nek normalen način življenja ali pa modus operandi tu. Ne? Ampak, a veste, s tem ni začela recimo Nataša Pirc-Musar, ne, ali pa Tanja Fajon, s tem je začela bivša kanclerka Angela Merkel Nemčije, ne, ki je rekla pač vsi ste dobrodošli. In to zmoremo Nemci. In to zmoremo, ja, wir schaffen es, ne, in takrat je Nemčija pač potrebovala delovno silo in tako naprej, ne. Moramo tudi vedeti, da v Nemčiji, mislim, da ta hip živi 8 milijonov Turkov, no, če se ne motim, ne, in pač velika večina, če ne vsi od teh so pač recimo islamske veroizpovedi. Tudi v Sloveniji recimo živi veliko ljudi, ne, ki so islamske veroizpovedi že dalj časa, ne, pač par generacij in seveda vsi ti niso pač klavci, ne, in vsi ti ne želijo zavojevati Evrope. Ne. Tako da tukaj se mi zdi vseeno moramo biti previdni, res pa je, da politika, kjer ti vsakega, ki pride, ti trkati na vrata, ne, rečeš dobrodošel, ti bomo dali vse, kar želiš, ne, in se ne držiš pravil, ki pa hkrati veljajo za tvoje lastne državljane, taka politika ne samo, da je nespametna, jaz mislim, da je pač ne bi smelo biti. Ne. No, ampak tudi Robert Golob, ne, bo zdaj težko zasukal to svoje mnenje, ne, čeprav zdaj izrekajo sožalje, objokujejo. Ja, on ima s tem manj težav, ne, vidimo, da on dopoldne ima eno mnenje, popoldne že drugega, naslednji dan pa reče, da nikoli ni sploh o tem nič govoril. No, ampak glejte, oktobra 23 je pa takole rekel, ne, in razburil javnost za napovedjo podrtja ograje na meji, in je seveda dal signal migrantom, da so dobrodošli, tako kot bi Merklova jih prepričevala. Dejal je takole: prepričan sem, da je edina pot, kako učinkovito upravljati z migracijami, legalizacija. Ker so migracije vedno bile in vedno bodo, jih je treba čim več spraviti prek legalnih oblik, in je podiral ograjo. Mislim, mi smo res unikum, ograja gor, ograja dol, ograja da, ne, in jasno, normalno, da potem ljudje to narobe razumejo. Ja, absolutno se strinjam z vami. Ne. To je ta naša, v narekovajih, neka pravičniška ali pa dušebrižna, ne, politika, ne, kjer mi pač recimo verjamemo, zdaj smo nestalni člani varnostnega sveta, ne, smo še bolj pomembni, ampak itak vse države na svetu so enako pomembne in se lahko enako obnašajo. Ne. V realnosti vemo, da temu ni tako. Ne. Če jaz grem čez prehod za pešce, pa imam zeleno luč, ne, pa vidim, da se mi bliža pač, ne vem, 10-tonski tovornjak priklopnik, ki mi bo presekal pot, ne, me nič ne pomaga, da imam jaz prav, da imam zeleno luč. Ne. Če bom šel čez cesto, pač bom slabšo potegnil v tem srečanju od tega tovornjaka. Ne. Se pravi, tega se mi ne zavedamo. Ne. In ta norost pač to našo južno mejo je posebej v oči bodeča. Sej ni, recimo, Janez Janša te ograje postavila, ne? Postavljajo je Cerarjeva vlada in vsi vemo, zakaj jo je postavljala. Ne? Vse države okoli nas imajo na tak način mejo urejeno. Ne? Celo tiste, ki mejijo na nas, ne recimo, kot smo mi takrat na Hrvaško, ki še ni bila del šengenskega prostora ali pa režima in tako naprej. Ne? Ampak, a veste, pač, če si ti pač nek politik, ki misliš, da je politika neko hipno navdušenje ljudi ali pa želiš ljudi navduševati na Instagramu pa na nekih družbenih omrežjih, pa pač sprejemaš take nore, da ne rečem še kaj hujšega odločitve. No in kljub temu se pač seveda Evropejci čudijo izjavi podpredsednika ZDA Vansa. Dejal je, Evropa si je sama kriva, več za obrambo bi morala dati in oddaljila se je od vrednot. In sicer
nazaduje svoboda govora in demokracija. To je rekel Vance, ne? Torej, to je res tudi pri nas. Ne? Mi dva se lahko s tem strinjava, ne? Ja. v celoti. Jaz ne vem, zakaj bi kdo zaradi tega bil prizadet. Razen mogoče, če bi bil v šoku, da tega ni vedel. Ne? Jaz ne vem, ali je ta, bi rekel, pač ta presenečenost, ne? Skoraj bi rekel naivnost. A je zlagana, ne, strani evropskih voditeljev ali je pač dejanska. Ne vem, kaj me bolj skrbi. Ne? Ker če je zlagana, pač to ni v redu, če pa je dejanska, ne, da res niso razumeli, da se svet spreminja, da so se ZDA z izvolitvijo Trumpove administracije korenito spremenile, oziroma politika ZDA. Ne? Ker naš problem je tudi ta, veste, gospa Petrovčič, ne, mi mislimo, ja, Trump je rekel, pa Musk je rekel, pa Vance je rekel. Ne? Ni rekel Vance, ne, podpredsednik, rekel, to so ZDA. To je politika ZDA. Za temi ljudmi obstajajo drugi ljudje, obstajajo neki realni politični interesi, obstaja kapital, ki pač to financira, ki to podpira. Ne? In tega mi ne razumemo. Ne? Mi pa mislimo, da je pač podpredsednik ZDA zjutraj vstal in je pač nekaj rekel. In zdaj se pogovarjamo o teh njegovih izjavah. Ne? Svet ne funkcionira na ta način. Ma pa prav, vse to, kar je povedal, je res. Mi nismo več v situaciji, kot je bila recimo v prvi svetovni vojni ali pa v drugi svetovni vojni, ne? Ko je bila možnost, da pač ZDA pošljejo svojo armado preko morja v Evropo, da se tu pač bori za Evropo proti komorkoli že. Ne? Danes to ni več možno, ne? Ker so pač bojna sredstva so tako napredovala, da je nemogoče, da bi Amerika armado po morju v Evropo selila, ker ta do tja ne bi prišla. Zdaj, da bi oni pri nas v Evropi vzdrževali neko veliko armado, tako kot v času hladne vojne, tudi ni več realno. Ne? Kot vidite, oni imajo varnostne probleme, ki njih zadevajo drugje, na južni meji z Mehiko, pa zdaj pravijo tudi na severni meji s Kanado. Oni potrebujejo ameriške vojake, da so tam. Oni potrebujejo ameriške vojake, da pač branijo ZDA, ker zato imajo oni vojsko. In to je korenito odmik od dosedanje ameriške politike. In jaz mislim, da ne samo iz Evrope, še iz marsikje bomo priča trendu vračanja ameriških vojakov v ZDA. Ne? Ta nesrečni umik iz Afganistana, kjer je prejšnji predsednik Biden pokasiral vse slabo, ker to se je res spremenilo v neko katastrofo. Ja. Malo kdo ve, da je to načrtoval že zdajšnji spet predsednik Trump. Samo se je njegov mandat prekončal, predno se je to zgodilo. A veste, se pravi, ni zdaj Biden je nekaj rekel, Vance je nekaj rekel, Trump je nekaj rekel. Ne, to je pač politika Amerike in politika tistega, ki ima trenutno pač politično večino v ZDA. No, ampak seveda ZDA so vprašale zdaj države Evropske unije, ali bi bile in v kolikšni meri pripravljene svoje vojake namestiti recimo v Ukrajino. Ne? In so bili seveda, vključno z nami, smo bili kar presenečeni in smo rekli, to je pa prezgodaj. Kaj se bo zgodilo, ko bo vendarle Slovenija tudi svoje vojake nekega dne, če jih bo poslala v Ukrajino? Se bo takrat naš odnos do Ukrajine, do tega konflikta z Rusi spremenil? Kako bomo pa potem gledali na to? Ne, jaz mislim prvič, da do tega ne bo prišlo. Jaz mislim, da nobena evropska država ne bo poslala vojakov v Ukrajino, če pa jih bo pa to pomenilo pač odkrit, ne zdaj, bi rekel, posreden konflikt oborožen z Rusko federacijo, čemur smo zdaj priča, ampak odkrit konflikt z Rusko federacijo, ne, kar v bistvu pol pomeni tretjo svetovno vojno, ki ni dobra novica za nikogar med nami. Ne. Zdaj, če pogledamo, kaj je Trump obljubil, da bo naredil, in jaz mislim, da je v tem delu bil iskren, ali pa, da ne bom zdaj sam vse po usta skakal, aktualna ameriška administracija, ne, da pač želi na vsak način končati vojno v Ukrajini. Ne. S tem sporoča, da ne vidijo ZDA kot svojega glavnega konkurenta, da ne rečem sovražnika svetovnega Rusko federacijo, ampak Kitajsko. Ne. In da razumejo, da Kitajska je že sama po sebi zelo velik zalogaj, Kitajska v neki tesni zvezi z Rusijo je pa pač premočna za ZDA. In zdaj, kar Trump želi, je skleniti mir. Ne samo mir v Ukrajini, ampak mir med ZDA pa med Rusijo. Ker to, kar se zdaj dogaja na dnevni bazi, gospa Petrovčič, to so tektonski premiki. To, da sta oba Trump in Putin napovedala, da se bosta v kratkem večkrat srečala, da sta imela 90-minutni telefonski pogovor. Ne? To praktično zadnja 3 leta ali pa še daljše obdobje, tega ni bilo. Tega dialoga med Moskvo pa med Washingtonom praktično ni bilo. Ne? In to so spremembe. Zdaj pa kar zadeva Ukrajine. Ne? Trump je pač rekel, želim skleniti mir v Ukrajini čim prej. Ne? In povedali so ameriški predstavniki, ta mir bo pač moral upoštevati realno stanje na bojišču. Ne?
Zdaj ni rusofilstvo, če ugotovimo, da pač Rusija v tej vojni zmaguje. Ne? Objektivno dejstvo je, da ima pač več pogojev za to. Ima pač več vojakov, več orožja in tako naprej, je močnejša država. Če bi vam jaz zdaj rekel, da bo ZDA napadle Kanado, pa da bo Kanada zmagala zato, ker ji bosta Rusija pa Kitajska nadaljavo vojaško pomagala, bi pač mislili, da z mano nekaj ni prav. Ne? In tu v Ukrajini, v vojni v Ukrajini je podobna situacija. A veste, če gre Slovenija igrati nogometno tekmo proti Španiji, objektivno je Španija favorit, je močnejša. Ne? To ne pomeni, da mi zdaj za Španijo navijamo, samo pač realni smo. Ampak nogometna tekma traja 90 minut, gospod Petrovčič. Ne? Vojna v Ukrajini traja že 3 leta. Mi vemo, kaj se dogaja, mi vemo, v katero smer to gre. In če je ameriški interes, in jaz verjamem, da je, da čim prej sklenejo mir, potem bo pač ta mir tak, da bodo z njim bolj zadovoljni pač v Ruski federaciji, kot pa bodo zadovoljni nesrečni Ukrajinci, pa kot bomo mi zadovoljni, ker pač podpiramo Ukrajino v tem konfliktu. Ne? Realno stanje je pač tako. Zdaj, a je to pravično? Lahko da ni. A je to nam všeč? Sigurno nam ni. Ampak ne moramo se pa delati, da do tega ne bo prišlo. In osnovni pogoj za mir, ki ga ima Rusija, je, da Ukrajina ni članica NATO. Ne? In Američani so že povedali, da pač Ukrajine ne vidijo v NATO. Ne? To je že bistvena sprememba. No, pa tudi naši vojaki tam bi bili vojaki NATO. Če bi pa vojaki, točno to, kar pravite, katerekoli država NATO, ki ima vojake na terenu, na ozemlju Ukrajine, to v bistvu v praksi de facto, ne, bi rekli z latinskim izrazom, pomeni, da je Ukrajina članica NATO. In na to Rusija ne bo pristala. In če je Trump iskren v tem, in jaz mislim, da želi pač čim prej končati vojno v Ukrajini, potem je jasno, da Ukrajine ne bo v NATO in da v Ukrajini ne bo NATO-vih vojakov. Zdaj, spet, a je to nam všeč ali nam ni, je drugo vprašanje. A kdaj bomo mi se s tem sprijaznili, je spet drugo vprašanje. Ampak kruta realnost je žal taka. Ne? Težava pa je, da zaradi teh nekih strateških interesov pač umirajo navadni ljudje. Ampak ali bomo v Evropi oblikovali to enotno evropsko vojsko oziroma nek obrambni steber? Ja, morali bi, ne? Ampak se spomnite, kako je bilo, ko so prvič bili te poskusi. Ne? Sej, ko se je Evropska unija, bi rekel, ko se je to združevanje, pa ta skupna politika v Evropski uniji, ko se je dvigvala na višji nivo, ne? Z Lizbonsko pogodbo pa še prej. Se spomnite, da so bile ideje o Evropski vojski? Ne samo ideje, ne? Se pravi v neki paralelni strukturi z NATO-om in tako naprej. Ne? Mnoge evropske države so bile tu zelo aktivne. V prvi vrsti Francija, ne? Mi vemo, da Francija ima sploh nek poseben odnos do NATO, ne? Se je pozno priključila, pa tako naprej. Ne? Kaj se je takrat zgodilo? Kdo je bil takrat najbolj proti tej samostojni evropski vojski? ZDA. Ne? ZDA so rekli, ne, to je brez veze, to nima smisla, saj imamo mi NATO. Ne? In do zdaj so ZDA ustrajale, da je skupen poveljnik NATO-vih sil v Evropi ameriški general, ne? 4 zvezdicami, ne? S takim činom. Če ZDA ne bi bila, zato tega ne bi bilo. Ne? Kaj zdaj pravi aktualna ameriška administracija, to, kar smo slišali od gospoda Venca, ne bo več ameriški general s 4 zvezdicami, poveljnik NATO-vih sil v Evropi, ampak morate to biti Evropejci. Ne? Se pravi, skupna evropska vojska je gotovo dobrodošla. Ne? Če drugega ne, ker bi s tem zmanjšali možnost, da bi se začeli spet konflikti med evropskimi državami. Ne? Ker če mi zdaj pogledamo, kdaj je nazadnje bila pač, če vzamemo zdaj to zahodno ali pa če hočete jedrno Evropo, kdaj je nazadnje bil pač konflikt med temi državami, je bila druga svetovna vojna, ne? Ko je pač Nemčija napadla najprej Poljsko in potem naprej, tako kot je to šlo. Ne? Od takrat naprej tega ni bilo, a veste. Ne? In danes tisti, ki pravijo, da ima Putin idejo, da bo, ne vem, zavojeval celo Evropo ali pa da bo zasedel Poljsko pa baltske države pa tako naprej. Ne? Zdaj, jaz ne verjamem, da ima tako idejo. Pa tudi, če bi jo imel, ta ideja je v praksi neizvedljiva. Ne? In to se je tudi v Ukrajini pokazalo. Ne? Če Rusija ob vsej svoji premoči v 3 letih ni uspela pač vojaško si podrediti Ukrajine, ne? Kako bi lahko pač verjela, da bo pa še Poljsko, pa baltske države, pa ne vem koga še vse. Ne? Se pravi, to ni. Ne? In jaz mislim, da aktualna administracija v ZDA pač to razume na ta način, hkrati pa tudi razume, da ni ameriški interes, da se vojna v Ukrajini nadaljuje. Ne bodo več plačevali, preprosto. Denarja ni več, konec. Če so ugotovili, da že pri sankcijah je ameriško gospodarstvo izgubilo 300 milijard, to so zdaj izračunali,
In oni bi radi teh 300 milijard nazaj. Ne? Razumete? Skratka, to so stvari. Mene skrbi to, da ne samo po Evropi, tudi v Sloveniji, tudi v končni fazi Janez Janša, ne, še zmerom zagovarja to opcijo, če bi pa mi poslali, ne, se pravi, ne mi, ker mi tega nimamo, ampak recimo ZDA pa druge evropske države, najmodernejše orožje v Ukrajini, pa bi oni. Gospa Petrovčič, ne bi, ne. Nam nič ne pomaga, ker sem prej rekel, če mi igramo proti Španiji nogomet, da imamo najmodernejše kopačke. Še zmerom imajo oni več kvalitete in to je pač kruta realnost. Kaj bi še mislil Evropsko unijo, zato ker Nemci niso dovolili, da bi Ukrajinci v celoti uporabljali. Problem je tudi v tem, da mi na Zahodu nočemo priznati, ne, ali pa saj v Evropi. Najmodernejše orožje v Ukrajini ni zahodno orožje. Ne. Najmodernejše orožje v Ukrajini ta hip je rusko. Ne. Pa kitajsko, če bi ga poslali in tako naprej. Se pravi, mi tu nimamo več tehnološke prednosti. Ne? In v ZDA se recimo tega zavedajo. Jaz bi rekel, da Evropa ima drugo težavo, če sam še to lahko dodam. Ne? To pa je, če vi pogledate, v čem so recimo, ali pa smo Evropejci boljši od recimo Američanov pa Kitajcev. Ne? Bi rekli, ta tradicionalna avtomobilska industrija, ne? Se pravi, motorji z notranjim izgorevanjem, ne? Na fosfatna goriva in ta pač inženirinka, ne? Te strojni inženirji, tista zobata kolesa in to vse, kar je noter, ne? To mi sigurno v Evropi, v Nemčiji recimo boljš naredijo kot lahko Američani in pa Kitajci. Ne? Kaj mi zdaj počnemo? Ne? To ukinjamo. Tako, to ukinjamo. Zakaj pa dajemo subvencije, ne? Tako EU kot recimo Slovenija, za stvari, kjer so pa oni objektivno boljši od nas. Se pravi, za električne avtomobile, kjer je pa kaj? Ključno. Software, ne? Se pravi, program je, pa baterija. Ne? Tu je norost Evrope, ki jo jaz vidim. Se pravi, zakaj mi to počnemo? Ne? Zdaj bo sprememba te zelene agente, ravno zdaj v Evropski Underlinova, ampak še ne vedo, kako bodo to naredili. Je pa kar velika panika med temi zelenimi ideologi, da tako rečem. Dobro, za zdaj potegneva črta pod tole vojno in Ukrajino, stvari se bodo razpletale, kot se bodo. Gremo nazaj domov. Gospa Vida Čadonič-Špelič iz Nove Slovenije je prosila in zahtevala odgovor na vprašanje, kateri varnostni razlogi so vzrok za zaprtje enote Centra za socialno delo Metlika. Tega tudi nismo še videli. Ne? Mi imamo teh varnostnih problemov kar veliko tudi v Sloveniji, kjer na jugu delujejo tako imenovani v navednicah dolenci, no, kot pišejo mediji. Ne? Seveda zdaj tole obvestilo o zaprtem CSD-ju Metlika je bilo obešeno, zdaj so menda spet odprli. Prišlo je do varnostnih izsiljevanja, grožnje. Torej, kaj se nam dogaja? Mi imamo praktično vojno v Sloveniji. Ja, to, kar so se prej že delno pogovarjali, pa kar so se že večkrat pogovarjala. Ne? Zdaj, pač osnovni cilj vsake oblasti v Sloveniji bi mogel biti, da pač zakoni, pravila igre veljajo za vse enako. Ne? Mi vemo, da to ni res. Ne? In problem, ki ga imamo pač na Dolenjskem, je, da si aktualna oblast, aktualna politika predtem vztrajno zatiska oči. Iz nekih ideoloških razlogov. Ne? Se pravi, vsak, ki upozori, da je nesprejemljivo, da kdorkoli, kdorkoli, ne pač nek pač pripadnik romske skupnosti, ampak kdorkoli pač napade Center za socialno delo tako, da ga mora zapreti, to pač bi moralo biti nesprejemljivo. Ne? Ampak ti hip, ko ti rečeš, da so to Romi, ne, si pač obtožen nekega rasizma, nekega ne vem česa, ne, in pač tega ne smeš reči. A veste, to je napaka. Ne? Sej mi ne obsojamo celotne romske skupnosti. Ne? Gotovo je to manjšina teh, ki znotraj romske skupnosti se pač ukvarjajo s tem. Če gledamo celoto romske skupnosti v Sloveniji, absolutno, pa tudi tukaj v jugovzhodnem delu Slovenije bi se upal reči, da vsi niso taki. Ne? Ampak tisti, ki pa so, pač jim je pa treba jasno povedati, da si tega ne smejo privoščiti. Ne? Mi pa dajemo ravno obratna sporočila. Ne? Ta bizarni dogodek, ki je bil kakšen teden nazaj, ne? Ko so Romi pač oropali bežali so z enega ropa in so se zaleteli v policijsko vozilo. Ne? Niso imeli sreče. Policija jih ni priprla, ker ropa niso izvedli do konca. Ne? Mislim, to moraš trikrat prebrati, da sploh razumeš. To v risanki bi se ti zdelo čudno. Ja. Batalci in cifizli si manejo roke, ker če to pomeni, da ko te policija dobi, pač nisi uspel z ukradenim zbežati, to pomeni, da nisi do konca izvedel ropa, potem
če vam hočejo avto ukrasti, morate počakati, da vam ga odpeljejo, pa pol pokličete policijo. Ne? Ker če boste med ropom poklicali policijo, bo policija rekla, ja, saj probali so, sam jim ni ratalo, ne moramo nič. Ne? Ampak glejte, zdaj spet bom ponovila to, kar je rekel gospod Alen Koman o suverenističnem pristopu. Ja. Homogena družba, ljudi istih vrednot, to je bistvo. Ne? Je bistvo, veste, jaz mislim, da ta baza teh vrednot bi mogoče morala biti manj širša, kot razumem, da oni razumejo. Ne? Ker gospod Koman recimo se tudi zavzema javno, to ni skrivnost, da bi katoliške maše morale biti v latinščini. Ne? Tradicionalne latinske maše. Latinske, se pravi proti slovenski maši. Ne? Kar pomeni, da vsi tisti, ki recimo zdaj hodijo ob nedeljah v cerkev in poslušajo slovensko mašo, so že izven teh njegovih tradicionalnih vrednot. Jaz nimam s tem težav, da mi imamo skupne tradicionalne vrednote, to pozdravljam, samo mislim, da je to mogoče malo širše, kot pa si on ali pa njegovi somišljeniki predstavljajo. No, dobro, ta teden so stvari eskalirale spet ponovno v tem domu demokracije v državnem zboru. Poglejmo, kaj se je dogajalo. Ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Fašisti sedite v tej dvorani. Obrazložitev glasu, predsednica, prosim, da ne kršiš poslovnika. Ne kršiš. Predsednica, predno ste zaključila besedo, je potrebno vrstni red razpravljavcev. Jaz vam jemljem sedaj besedo. Glede, predsednica, v kakšni zagati je koalicija pove to, da je predsednica tega odbora Tamara Kozlovič me prej tamle na hodniku ustavila in rekla, Žan, prosim, da se ne razpravlja in da gremo takoj na glasovanje. Ne? Toliko, da javnost ve, kako si Tamara Kozlovič predstavlja razpravo in pa demokracijo v tem parlamentu. Ne? Jaz moram reči, da sem bil na prejšnji seji pozitivno presenečen in sem rekel, lej, sej, Tamara je pa 180 stopinsko nasproti od Lene Grgurevič. In jaz mislim, da prejšnjo sejo ste v redu vodila in zato je moj postopkovni predlog sledeči. Vi ste rekla, sama ste rekla, predsednica, najprej bom dala državnemu sekretarju besedo, da vam odgovori, potem pa vam, ker sem se prijavil kot predlagatelj. To ste rekla, pejte posnetko pogledati. Potem pa, ko državni sekretar zaključi, pa zaključite razpravo. Prijavil se je tudi, je prikazal kolega Reberšek in mene zanima, a bomo zdaj v tem parlamentu šli tako, da če vam razprava ne paše in da če nimate argumentov, ne, kar ste prej dokazala, ne, da zadeve sploh ne razumete glede gasilskih društev, ali kar ne bomo dopuščali razprave. Ker če je temu tako, me zanima, zakaj ste sklicali nadaljevanje seje, ker bi lahko že takrat 10 do 1 zaključili in šli na glasovanje. Moj postopkovni predlog je, da tisti, ki smo bili prijavljeni, in mimogrede predlagatelj ima prednost pred ostalimi, da nam pustite, da povemo svoje. Jaz se bom še enkrat oglasil in če se bo kdo oglasil tudi iz koalicije, je prav. Če pa jim ne boste dali besede, pa gremo potem na glasovanje in zaključite razpravo. Ampak še nikoli se ni zgodilo, niti Lena Grgurevič tega ne naredi, da kar reče, evo, zaključujem, gremo glasovati. Niti Lena Grgurevič tega ne naredi, pa je ona sinonim za kršenje poslovnika. Razpravo sem zaključila in lahko imate obrazložitev glasu in sedaj, če ima kdo obrazložitev glasu, vam dam besedo, v nasprotnem primeru predlagam, da glasujemo o amandmaju k 1. členu. Glasujemo. V imenu poslanske skupine SDS Smo v skladu z zakonom... glasovanja, glasujemo k 1. členu. Amandmaju k 1. členu. Samo malo pa ne morate takle delati, no ste normalni. Glasovanje poteka. Napovedujem, da bo ta zakon še enkrat vložen in bomo imeli še enkrat razpravo. Ugotavljam, da je 8 poslancev proti, nihče ni bil za. Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Večina zlorablja manjšino. Opravili smo glasovanje o vloženem amandmaju. Predsednica, smo sklepčni. Ja. Smrt fašizmu. Ne. Nismo sklepčni. Predlagam 10 minut odmora. Ja, to je cela drama, težko bi jo opisali, zato smo jo pokazali. Bilo bi smešno, če ne bi bilo žalostno. Ne? Ja.
pač najbolj splošno sporočilo tega je, da vidimo, da ljudje ne obvladajo vlog, v katerih so. Pač to je sklic parlamenta, ki praktično se mu mandat že izteka, že globoko v drugi polovici, pa enostavno ne obvladajo pač tega, kjer so. Nivo razprave, način dela, o čemer sem prej že govoril. A to je manje besede. Ja, to, kar sem prej govoril. Se pravi, mi dejansko spremljamo nek konec parlamentarizma v Sloveniji, kot smo ga bili navajeni. Zdaj, razlogi za to so večplastni, očitno je neka stiska tudi tu prisotna, ampak predvsem zato, ker se ljudje ne znajdejo v teh vlogah, ki ne razumejo, da itak imajo večino. Se pravi, to, kar je gospa dosegla na koncu, bi lahko dosegla tudi, če bi pustila pač opoziciji, da pove svoje. Pa glasujejo. Rezultat se ne bi spremenil. Verjetno bi bil kdo za, ampak je bilo zdaj 8 pa mogoče bi bili celo sklepčni. Ampak bi bili sklepčni. Ja, sej to, da pač pogledajo, smo sploh sklepčni. Skratka, veste, zdaj ponovadi smo bili navajeni, opozicija nagaja, pa blokira, pa povzroča nesklepčnost, pa tako naprej. Zdaj smo prvič v situaciji, kjer koalicija nagaja, pa blokira, pa povzroča nesklepčnost. Ker predsednica odbora je zdaj povzročila nesklepčnost s svojim ravnanjem. Ker prej ni bilo videti, da opozicija pač namerava blokirati postopek na ta način, da zapusti sejo in potem povzroči nesklepčnost, da ne morejo sprejemati odločitev. Zdaj, kaj je ona naredila? Obratno tega, kar je hotela. In to iz neke, ne vem, s česa sploh. To, da pač na hodniku prepričuje pač predstavnika opozicije, da naj ne razpravlja in ne vem kaj. Se niso odločali o nekem življenjsko pomembni stvari, ki bi ogrožala življenja državljanov iz danes na jutro. Ja. No, skratka, seveda to je bil tudi povod, da je Nova Slovenija oziroma gospod Tonin, ki je zdaj evropski poslanec, povabil poslanca Evropske ljudske stranke Adriana Vaskesa Lazara na obisk v Slovenijo, vendar je potem stranka SDS dejala, da to ni zdaj uradni obisk, pa poglejmo, kdaj bo uradni obisk, kako je to povedala gospa Tomc. Stvari so prišle do kritične meje. Jaz moram ves čas odgovarjati mojim kolegom, predvsem na predsedstvu, kaj se v Sloveniji dogaja, namreč sledijo in padla je odločitev, da Evropska ljudska stranka kot najmočnejša stranka, od katere je seveda odvisna tudi večina in odločanje v parlamentu, pošlje v Slovenijo misijo, da se sami prepričajo, kaj se tu dogaja. Na področju medijev, na področju policije, na področju korupcije, na področju vplivanja na neodvisne institucije. In seveda tudi recimo, kaj se dogaja v državnem zboru, zlorabo preiskovalnih komisij, tudi zato, da napadajo novinarje. Torej, zdaj prava uradna komisija bo prišla kasneje, kot lahko slišimo, to je bil pa nek osebni obisk. Mislim, zakaj gre tu za konkurenco med strankama? Gotovo je tudi nekaj tega, ampak gre za klasični politični boj. Mi smo že navajeni, da ko je recimo na oblasti anti-Janša tabor, pač Evropska ljudska stranka pošilja sem neke misije, neke predstavnike in obratno, ko je Janša na oblasti, takrat tudi prihajajo evropski predstavniki, ampak kar od komisije, se pravi uradni predstavniki EU, ne pa predstavniki strank. Tukaj je pač slovenska desnica v mal, bi rekel, podrejenem položaju, ker pri njih prihajajo strankarski predstavniki, ko pa je obratna situacija, pa prihajajo predstavniki EU. Jaz nisem preveč za to, da bi mi izvažali neke naše politične probleme v tujino, Je pa jasno, da to, kar se tu zdaj dogaja, če bo že prišel kdorkoli iz Evrope, kak politik, bo lahko začuden. Ampak po drugi strani, gospa Petrovčič, ste vi kdaj predstavljali, da recimo v Romuniji, ko jim ne bo všeč rezultat predsedniških volitev, bojo kar razglasili, da so volitve neveljavne. Skratka, pač živimo v svetu, ko standardi dnevno padajo, mi pa si v neki lažni utvari naprej živimo, kako ti standardi še zmeraj veljajo. Če si bo kdorkoli bo, tako sem rekel, kdorkoli bo prišel iz Evrope, pa če si bo pogledal ta posnetek, ki so ga mi do zdaj videla, ne bo odšel z boljšim mnenjem o Sloveniji od tu, kot ga je imel prej, prednje prišel. No, ampak, lejte, tudi Evropska unija sama je včasih na robu zdrave pameti. Prav ta teden je bil objavljen podatek,
da so stroški cepljenja proti COVID-19 presegli 163 milijonov evrov, ampak da je okoli polovica cepiva zavrženega. In mislim, to pa se človek vpraša po zdravi pameti, ta cepiva še kar prihajajo. Pa poslušajte, pa kaj je to? Ja, ne vem, kaj je to. Ne? Zdaj celo pri takih, bi rekel, enostranskih pogodbenih razmerjih, kot so recimo naročniške razmerje pri kabelskem operaterju, ne? Lahko midva kot šibkejša stranka uporabimo inštitut odpovedi pogodbe. Ne? Zdaj mene res preseneča, malo sem ciničen, da Evropska unija ni sklenila take pogodbe z dobavitelji cepiv, ne? Da takrat, ko očitno potreba po dobavi teh cepiv pač ugasne, ne? To upam, da se zdaj vsi strinjamo, se pač ta dobava prekine. Ne? Se pravi, mi dejansko še zmerom dobivamo ta cepiva. Ja, še 200,000 odmerkov. In bomo še dobivali in potem grejo v uničenje, zato ker niso v uporabi. A veste, kakšna škoda se v bistvu tu dela na več ravneh. In to je popolnoma nespametno. Ne? Ampak sej, če imamo predsednico komisije, ki jo preiskuje Evropsko tožilstvo, ne, zaradi sumov korupcije. Prav teh, ne? Pa je dobila še en mandat, ne, in to prepričljivo, pol vemo, koliko je ur. No, ampak recimo, ne, vlada se hvali, da dela reformo v zdravstvu in vse to. Ja, ampak tukaj je nek denar, ki bi ga lahko praktično zadržali. Ne? Zakaj to plačujemo in zakaj dobivamo nekaj, česar ne potrebujemo? Moramo vedeti, da slovenski predsednik vlade, ko je na srečanju NATO so mu povedali, da Slovenija mora kupiti oklepnike, je že tam obljubil, da bomo kupili oklepnike, še prednje prišel domov, pa o tem, kogarkoli je vprašal, se s kom posvetoval. Ne? To so prevelike stvari, da bi lahko pričakovali, da bo Robert Golob v zvezi s tem, kaj je ukrenil ali pa protestiral. Za njih je reforma zdravstva to, da bodo groznim dvoživkarskim zdravnikom, ki jih je, mislim, da 4% v Sloveniji od vseh zdravnikov, pač pristrigli peruti. Ne? Ker se jim fražmaga, da ti zdravniki bojda pač dvakratno plačo služijo, preveč zaslužijo in ko delajo v javnem zdravstvu, ko nič ne delajo, ko delajo v zasebništvu pa ful. Ne? Zdaj, vsak praktična izkušnja pa podatek, ki ga lahko dobimo, to zanika, ampak oni so še zmerom prepričani svetov svoj prav. Ne? Da bi pa se začeli o takih strateških zgodbah pogovarjati, kot je to, ne? Zakaj je predsednica Evropske komisije sklenila pogodbe take z farmacevtskimi družbami za več let, ki se zdaj dogaja to, kar se dogaja, pa za tak denar, kot se dogaja. Ob tem, da zdaj te družbe, ker so končno zavezane ali pa prisiljene, objavljajo tudi podatke javno o stranskih učinkih teh njihovih cepiv. Ne. Tisto priporočam vsem, to smo pa praktično vsi, ne, ki smo bili cepljeni enkrat, večkrat ali kakorkoli že med epidemijo, da sploh ne gremo tega brati, ker bomo boljše spali, če tistega ne vemo. Ne. Ker to so ti hitri raki. Ti česar ne vemo, nas ne boli. Ne. Nobenemu ne želim, da bi kjerkoli od teh stranskih učinkov doživel, ker eni so kar grozljivi, ne, ko to prebereš. To je pa absolutno preveč za slovensko politiko. No, seveda preveč za ljubljansko politiko je bil pa tudi ta protest, kajti Zoran Janković, župan, je dejal, da se ne bo opravičil. Ne? No, sej tudi nismo pričakovali, da bi se, ampak vendarle, ne? Kaj je zdaj s temi zahtevami? To je neko lajšanje duše. Ne? Se pravi, pač ta del, ki nekritično podpira Zorana Jankovića, ne? Nekako na neki točki so zadeve prišle čez rob. In očitno jih je to pismo podpore Vučiću posebej prizadelo, kar je indikativno za njih. Ne? Ker vse, kar je Janković slabega ali pa nespametnega storil v Sloveniji ali pa za položaje Ljubljančanov pa Ljubljane, jih ni toliko zmotilo, da bi protestirali pa zahtevali opravičilo. Ne? Zmotilo jih pa nekaj, kar bi rekel, na blaginjo ljudi ali pa na to, kako se Ljubljana razvija ali pa Slovenija nič ne vpliva. Ne? Mogoče malo žali čustvo enega dela pač srbske populacije pri nas, hujšega od tega pa ne? Ampak tu so šli protestirati. In kaj so predlagali kot sankcijo? Opravičilo, ne? Kar je samo po sebi smešno, ne? Ampak niti tle jim župan ne bo ugodil, ne? Ker on tudi se mi zdi pač pravilno razume, da so oni s tem izčrpali svoj gnev, ne? Da so prišli protestirati in zahtevali opravičilo in verjetno si že ima na roke, ker zdaj bo naslednjih ne vem koliko let za vse poteze tipa, ne vem, farmacevtka, kanal C0 in tako naprej bo imel spet bianko menico, da je vse v redu, ne? Ker so pač oni zdaj prišli in so protestirali in so zahtevali opravičilo zaradi tega pisma. No, pa še več kot to, ne? Zoran Janković je dejal,
Celo več, povedal sem, da so protestniki pred mestno hišo v Ljubljani dobrodošli. Ko pa so pač kmetje napovedali, pa tudi protestirali, pa niso bili dobrodošli, so dobili kazni. Ker njih se boji teh globe. Mislim, to je res ena dvojna. Posamezni vidni predstavniki, ki so bili na teh protestih, lahko da bojo kakšno osebno škodo utrpeli, ker videli smo posnetek v župani za zavese kuka in verjetno pač šteje in si beleži, kdo je tam. Kdo ima dovolilnico za parkiranje. Tako, kakšno parkirno dovolilnico bo verjetno kdo zgubil ali pa mogoče kako mesto v kakem svetu zavoda, kakega občinskega, hujšega od tega pa ne bo. Veste, in to je ta predstava za javnost, ta farsa, to lajšanje duše. Se pravi, najprej so si oni olajšali dušo, zdaj si je on olajšal dušo, da bi se pa mi ukvarjali s tem, zakaj župan Ljubljane je prisiljen, ker jaz sem prepričan, da Zoran Janković tega pisma ne bi poslal, če ne bi to moral storiti. Zakaj mora župan Ljubljane poslati pismo podpore predsedniku Srbije? In zakaj je predsedniku Srbije pomembno, da dobi pismo podpore ljubljanskega župana? S temi vprašanji se pa pri nas nihče ne ukvarja. Ampak se ukvarjamo s tem, ali se bo Janković upravičil. Pa tudi z vprašanjem, kako je zdaj s temi uporabnimi in gradbenimi dovoljenji za kanal C0. Poglejmo, kako je v intervjuju na Nova 24 o tem govoril Aleš Primc. To je norost od norosti, da je upravna enota Ljubljana za kanal, za katerega še niti niso pridobljena gradbena dovoljenja. Kaj šele, da bi bil zgrajen, že izdal uporabno dovoljenje. Tako da to je samo ena od kriminalnih stvari in nezakonitosti, ki se jih je dogajala, ampak glejte, mislim, da je pomembno, da kljub temu, da prej na 7 izdajah gradbenega dovoljenja nismo bili zraven, ker nismo niti vedeli, da se gradbeno dovoljenje izdaja. Mimogrede, jaz sem vprašal lastnike zemljišč, kako to, da vse to, kar zdaj delamo, nismo delali ob izdaji predhodnih 7 gradbenih dovoljenj. Veste, kaj je rekel? Zato, ker nismo vedeli. Mi smo šele naknadno za nekatera gradbena dovoljenja šele po 1 letu vedeli, da so bila izdana in še to smo lahko do njih prišli samo na podlagi zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Se pravi, takšen kriminal, se pravi, tisti, ki bi morali biti obveščeni o tem, da se kanal gradi ali preko njihovih zemljišč, ali preko zemljišč, ki mejijo na njihova zemljišča, so morali preko zahteve za dostop do informacij javnega značaja sploh prositi, da so izvedeli namesto, da bi bili vključeni v postopek. To so res norosti, ampak to je to, v čemer nekaj rdeča nič najnega današnjega pogovora, se pravi, realni politični interesi. Se pravi, kje so tu zdaj načela? Kje je tu pravna država? Kje je tu enakost pred zakonom? Kje je tu pravica javnosti in konkretno prizadetih do obveščenosti? Vse je šlo skozi okno. Zakaj? Zato, ker imamo pač župana Ljubljane, ki ga pač centri moči tranzicijske levice nekritično podpirajo, ki je v odličnih odnosih z vladajočim parom Robertino in lahko praktično počne, kar hoče. In vse inštitucije države, ki jih imamo za to, da bi spoštovale to, kar sem prej naštel, ali pa to izvajale, odpovedo. Da bi se pa kdo, ko smo začela z Janševim pozivom k ustavni večini oziroma koaliciji, razumel, tu nam manjka. Ker če bi mi pozabili zdaj, da je tu Janković, pa kdo je na kateri strani, pa da recimo Aleš Primc je eden izmed teh, ki so proti temu kanalu C0. Gospa Petrovčič, da nekdo pride z idejo, da bo več kot 10 kilometrov daleč od Plake vozil in da je to boljš, kakor da se tam, kjer nastanejo, sprocesirajo preko čistilne naprave. Pa še, da bo to pelo čez neko območje, kjer so največje zaloge pitne vode za naše glavno mesto. Pa sej ni važno, ali bi to Kučan prinesel na mizo, bi Janša prinesel na mizo, ali Pahor, ali ne vem kdo, ali v končni fazi ljubljanski nadškof. Kdorkoli bi to prinesel na mizo, bi moral reči, poslušaj, to je pa izven logike razuma. Mi pa zdaj, ne samo, da nismo tega sposobni, ampak ko je jasno, da se postopek tako pelje, zakaj se postopek tako pelje? Zato, ker ne bi izpolnjevali vseh teh pogojev drugače, ki bi jih morali izpolnjevati. Še ko se postopek tako pelje, mi tiščimo glavo v pesek in govorimo o nekem nagajanju, pa o nekih političnih interesih, pa konfliktih. Vse to drži, ampak na koncu bi morali biti sposobni pogledati pa reči, poslušajte, na ta način tega se ne da delati,
In tveganje je preveliko. Jaz ne vem, a bo ta nesrečna cev, ko bo enkrat zgrajena, ko očitno bo, ker grejo čez vse ovire, ne, ko buldožer, a bo kdaj počla, pa se bojo tiste nesrečne odplake zlile v pitno vodo, pa bo pol Ljubljane brez pitne vode ostalo. Ampak tveganje za to, gospa Petrovčič, je absolutno preveliko. To, kar se zdaj dogaja, toliko interesov je prizadetih, toliko navadnih ljudi, toliko pravil se krši, toliko denarja gre v to. Ne? Ampak zakaj? Predsednik Srbije, župan Ljubljane, ki piše pismo predsedniku Srbije, ki pač je po poreklu iz Srbije, ne? Inat, ne? Bi rekli Srbi. Iz inata. Za nalašč. Za nalašč. Zato, ker lahko. Ne? In to je problem. Mi ne rabimo politikov, posebej na najodgovornejših mestih, ki nekaj počnejo zato, ker lahko. Ne? No pa gledajte, Anja Bah Žibert, ki vodi komisijo v državnem zboru, ki seveda ugotavlja vse te nepravilnosti, pa je zdaj v posebnem pismu prosila evropske poslance, vse, ki jih imamo tam, za zaščito pitne vode v Ljubljani. Kakšen je uspeh, kako gledate na to pismo? Bo kaj dosegla? Ja, če pogledamo prejšnja pisma, očitno ne, ker ne vem, zdaj, če v Sloveniji vse inštitucije pa celotna politika odpove, ko gre za nek, jaz bi skoraj rekel, privat interes, očitno župana Ljubljane, ker to v interesu mesta ni, ne. Tudi v interesu pač neke oblasti v mestu to ne more biti. Se pravi, njegov privatni interes ni dvakrat zareče, tudi v Evropi ne bo vse odpovedalo. Ne? In se vrnemo na to, kar je rekel ameriški podpredsednik Vance. To je naš evropski problem. Se pravi, pri nas so vsi standardi padli, ne? On je sicer se fokusiral na svobodo govora in tako naprej, ampak se je tudi tu, ne, povsod. In pravno državo in demokracijo. Pravna država in demokracija. Ja. In to je naš skupen problem. Se pravi, neodvisno od tega, je ta politična opcija, ona politična opcija, a smo za vojno, a smo proti vojni. Teh osnovnih problemov se mi ne zavedamo in to bo na dolgi rok problem pač Evrope in to bo na dolgi rok tudi problem Slovenije. No, zdaj pa, ker smo v predpustnem času, ne, pa lahko objavimo še nek posnetek, o katerem smo že marsikaj slišali. Gre seveda za vampe brez golaža tokrat. No, danes je pa res tak poseben dan, ne, vesel. A se spomnite, ko je Roškar delal intervju z mano in me je vprašal, katera je moja najljubša hrana. In sem rekla, da vampi. In evo, naš kuhar tu v predsedniški palači mi je danes skuhal vampe. Dajmo še probat. Kot od moje mami. Super, hvala kuhar. Kaj je to, imamo Instagram predsednik? Ja, bogovi so padli na glavo, ne? Zadnji naj ugasne luč, mislim, vse to bi rabila skoraj eno posebno debato, ampak ne vem, no. Zdaj, Roškar, se spomnite, Roškar je delal z mano intervju, zdaj kdo je Roškar, ne? Midva mogoče veva, ne? Ja. Kaj ima to sploh veze? Pač in sem rekel, da naj jem vampe in zdaj mi je kuhar v predsedniški palači, mi je skuhal vampe, zdaj, ne? Zdaj, če bi to bilo v Moskvi, bi človek pričakoval, da je vsak dan vampe jedla, ne? Ker čudno je, da kuhar v predsedniški palači ne kuha tisto, kar predsednica rada je, ali pa da je ne vpraša, kaj rada je. Ne? Tudi jaz si želim dober tek, upam, da bojo vampi čim večkrat na jedilniku. Ne? Ampak to je slika in prilika, veste, kaj je pač pomembno aktualnim nosilcem oblasti. Ne? Je pač pomembno, da ona je vampe in da smo mi vsi to videli, da je vampe, kdaj je jedla te vampe, namesto da bi šla na varnostno konferenco v München. Ne? Potem je protestirala, ker v Pariz ni bila povabljena. Ne? In tu predsednica republike, ki je svojo kampanjo za predsedniške volitve gradila na tem, da je kritizirala bivšega predsednika republike Boruta Pahorja, da preveč objavlja na družbenih omrežjih, da se preveč afnaje in tako naprej. Ne? Jaz večje afnarije od tega, kar smo zdaj videli, še nisem videl. No? In se bojim, da če bi tem, ki prihaja zdaj iz Evropske ljudske stranke, ugotavljati bojda, kaj se pri nas dogaja, ne? Poleg unga posnetka iz parlamenta pokazal še ta posnetek, ne vem, kaj bi hujše presunilo. No? Ja. Dobro, tukaj bova naredila piko za ta teden. Ne? Gospod Aljuš Pertinač, najlepša hvala za vaše komentarje. Prosim. In vam hvala za pozornost in nasvidenje.